Dobro jutro, drage dame in gospodje. Dober tek. Vidim, da ste dobro. Aha, nekateri še prihajajo iz ozadja. Dobro jutro torej, dobrodošli na MČM poslovnem zajtrku, dobrodošli v družbi najboljših med najboljšimi. Slovenci resnici na ljubo v svetu dosegamo izvrstne, navdihujoče rezultate na vseh področjih in prav je, da smo na to ponosni. Prav je tudi, da se znamo s tem malce pohvaliti, izpostaviti, nekako v slogu napisa, ki ga je izjemni slovenski košarkar Luka Dončić pred dnevi nosil na svojem puloverju. Prepričana sem, da ta napis poznate. I may live in Texas, but I was made in Slovenija. Ok, že res, da tega nisem povedala v slovenščini, ampak moramo priznati, da je tudi naš jezik nekaj posebnega. In v čem je največja posebnost slovenščine? Po mojem, v dvojini. Najbrž bo držalo, da je v dvoje vse lepše, zato bomo tudi danes vse delali v dvoje. In za začetek z veseljem predstavljam dve izjemni dami. Na oder vabim gospo Nevenko Kržan, partnerko KPMG in predsednico MČM Slovenija, ter Barbaro Domicelj, generalno direktorico Microsoft Slovenija. Dobro jutro, dobrodošli. Že zdaj povem, da je Microsoft Slovenija pokrovitelj poslovnega zajtrka. Najlepša hvala. Izvolite, prostor za vaju pripravljen, mikrofona tudi. Gospa Nevenka, zakaj je pomembno, da ustvarjamo dobre poslovne prakse in izpostavljamo tisto, v čemer smo dobri? Tako nekako kot Luka. Dobro jutro, deluje. Dobro jutro tudi z moje strani. Best of the Best je en izmed projektov v okviru MČM in nanj sem izjemno ponosna. Dobre, najboljše poslovne prakse, izjemni projekti v našo poslovno skupnost vnašajo nova znanja, nove ideje, procese, izdelke. V okviru MČM jih s ponosom odkrivamo, nagrajujemo, proučujemo in seveda spodbujamo. Saj vsi ti projekti svojo energijo in inovativnostjo spodbujajo nove projekte, nove ideje, tako med zaposlenimi kot v širši poslovni skupnosti. S tem na en način tudi širimo vse naše vrednote, optimizma, pozitivizma, inovativnosti v slovenski poslovni skupnosti. Pa naj poudarim še nekaj za uvod v današnji dogodek. Ne samo, da v okviru MČM-a spodbujamo dobre poslovne prakse, tudi sami si želimo živeti idejo Best of the Best. Izjemno sem vesela, da je 42 držav Evrope in Evroazije, kjer MČM-i delujejo, pripoznalo naše skupno dobro delo in da je izvolilo našo Ajšo Vodnik za podpredsednico in s tem smo za 2 leti v Sloveniji tudi dobili sedež Evropskega MČM-a. Postali bomo središče povezovanja in nadaljnjega kreiranja dobrih praks in idej. Aplavz sem želela prihraniti za konec, pa naj bo še enkrat. Pa tudi za vas. Hvala lepa. Gospa Barbara, Microsoft je seveda zelo prepoznano globalno podjetje. Za vas pa je pomembno, da z najboljšimi praksami delujete tudi lokalno. Pa vas prosim, če osvetlite, kako to počnete. Ja, to drži. Microsoft je vse od prihoda, že lahko rečem daljnega 94. leta, deloval in še vedno deluje kot slovensko podjetje in s tem smo tudi izredno vpeti v lokalno okolje. Zakaj to pomeni? Mogoče še najboljši dokaz je ena ogromna mreža naših partnerjev,
Danes je v Sloveniji več kot 800 slovenskih IT podjetij, ki so del naše partnerske mreže. In lahko rečemo, da je definitivno Microsoft Slovenija podjetje z največjo partnersko mrežo v Sloveniji. Večkrat nas boste slišali reči, da so nekako partnerji ključ ali pa gonilo našega uspeha. Ali pa morda ste mene že slišali kdaj reči, ko pravim, da nekako Microsoft Slovenija ne more uspeti, kolikor naši slovenski partnerji niso uspešni. In nedavna raziskava na področju računalništva v oblaku, ki jo je opravilo podjetje IDC, je ravno ugotovila, da vkolikor Microsoft ustvari $1 prometa, ga naši partnerji ustvarijo skoraj $10. Jaz mislim, da je to izjemna številka in izredna prednost tega našega partnerskega okolja. Na koncu lahko rečemo še to, svet se hitro spreminja, veste vsi, sploh svet IT tehnologij, stalno se moramo prilagajati, transformirati, zato naše partnerje obenem tudi spodbujamo k temu, da se polotijo nekih novih izzivov, recimo pristop na neke tuje trge. Microsoft je prisoten v 190 državah po vsem svetu. Mi lahko s svojimi izkušnjami, svojim znanjem vse te partnerje podpremo in jim pomagamo odpreti pot tudi na tuje trge. Za konec pa moram še nekaj tudi jaz iz mojega čist osebnega vidika povedati. Slovenija po mojem mnenju rabi in potrebuje za nek razvojni preboj veliko večjega poguma, pa neke volje do tega, da nekaj spremeni, obenem pa tudi ogromno enega sodelovanja na področju inovacij, partnerstva in tako naprej. Tako da Microsoft vse te stvari v Sloveniji in tudi povsod po svetu podpira in si želi še mnogo več tovrstnih izzivov v prihodnosti. Hvala lepa. Samo še hitra vaja za obe. Danes bo, kot rečeno, vse v znamenju navdiha. Se pravi, ko rečem navdih, rečeta kaj? Optimizem. Optimizem? Barbara? Zdaj bo to izrabljeno, ker sem po mojem že večkrat rekla growth mindset, zato ker na koncu dneva tudi pogum, po mojem mnenju, vsebuje. Hvala lepa, res sta simply the best. Mikrofona prosim pustite tukaj in uživajte v nadaljevanju tegale druženja. Simply the best bomo torej peli tudi na koncu današnjemu zmagovalcu projekta Best of the Best. MČM Slovenija namreč že 5. leto zapored izpostavlja in nagrajuje najboljše poslovne prakse v gospodarstvu. In navdihujoč je podatek, da je v 5 letih MČM Slovenija prejela že več kot 100 prijav za najboljše poslovne prakse. Dame in gospodje, poglejmo torej, kdo so letošnji super finalisti. Droga Kolinska, zaščita barve Argeta kot blagovne znamke, sklop inovativnost. OptiWeb s projektom OptiKultura, sklop motivacija. Zavod za medgeneracijsko sodelovanje Y, projekt Made with Y, sklop povezovanje. To so torej izjemni superfinalisti, zmagovalca bomo dobili ob koncu dogodka. Zdaj pa pozor, končna ocena bo sestavljena iz 3 enakovrednih delov. Spletnega glasovanja, ki je že zaključeno, pa glasov strokovne žirije, ki je sestavljena iz predstavnikov lanskih superfinalistov in podpornikov projekta in dogodka. Z veseljem tudi predstavljam strokovno žirijo. Nevenka Kržan, KPMG, ki je predsednica strokovne žirije, dajmo še en aplavz, težko delo ima. V žiriji torej Aleš Muhič, ProPlus, Barbara Domicel, Microsoft, Dejan Spasovski, Ineor, Marjan Beltra, STA Potovanja, član skupine Nomago, Metka Glas, Studio Moderna, Petra Erbida, Alpe Panon, McDonald's DL, Tjaša Kolenc Filipčič, Zavarovalnica Triglav in Viviana Žorž, Adeko. To je naša komisija. Tretji del končne ocene, tretji del, ki odloča o zmagovalcu
pa predstavljajo vaši glasovi, zato torej pozorno spremljajte današnji dogodek, da se boste lahko na koncu bolje odločili. Mi smo ponosni na vse 3 superfinaliste, čeprav bomo danes razglasili najboljšega, so prav vse prakse zmagovalne. Zakaj? Ker vsaka navdihuje na svojem področju in to je tisto, kar šteje. Nas pa je med drugim zanimalo tudi, kdo navdihuje ekipe, ki soustvarjajo najboljše projekte. Predstavnike podjetij in njihove navdihe bomo torej danes spoznali. Še prej pa spoznajmo prvega superfinalista. Poglejmo si, kako se Droga Kolinska s svojo inovativnostjo ob bok postavlja največjim svetovnim blagovnim znamkam. Nekatere barve povedo veliko več kot le to, kakšne barve so. Zato ni nič nenavadnega, da barve povečajo prepoznavnost blagovne znamke za kar 80%. Na več kot 90% nakupnih odločitev pa vplivajo ravno vizualni dejavniki. Argeta, pašteta številka 1 v Evropi, je pred letom dni začela postopek zaščite barve blagovne znamke. Da pa bi dosegla to zaščito, je morala izpolniti stroge kriterije in dokazati, da relevantni potrošniki barvo povezujejo z znamko, da ima barva semiotičen status za izdelek, da javnost barvo dojema kot znak znamke in da ima barva razlikovalen učinek. Argeta je izpolnila vse omejene pogoje in tako zaščitila barvo Pantone 159C, ter se s tem pridružila le 0,03% vseh blagovnih znamk z zaščiteno barvo. Poleg vseh prednosti, ki jih prinaša zaščita barve, je večja tudi varnost pred posnemovalci, kar je med drugim dokazal tudi sodno pozitiven rešen primer znamenite Louboutinove rdeče. Čas je torej, da nadaljujemo z 2 izjemnima gospodoma, oba sta velik navdih v tem, kar počneta. Na oder najprej vabim predsednika uprave podjetja Droga Kolinska, glavnega direktorja strateškega poslovnega področja delikatesni namazi v Atlantic Grupi, gospoda Enza Smrekarja, kar pogumno. Dobro jutro. Gospod Smrekar je mentor, vodja, je vzor, je ljubitelj športa, kar dokazuje tudi to, da je predsednik Smučarske zveze Slovenije, da je inovativnost vaša vrlina, pa kaže tudi to, da ste letos postali marketinška osebnost leta. Kar pogumno, mikrofon in najprej kratka vaja ali ogrevanje po športno. Ko rečem navdih, vi rečete? Ko rečem navdih, je kako vključiti raznolikost, dodati strast in za sabo potegniti čim večje število v ekipi. Fantastično. Naš drugi gost pa je navdih ekipe Droga Kolinska. Je zdravnik, specialist, internist, pulmolog, vodja hospitalnega oddelka na kliničnem oddelku za pljučne bolezni in alergije UKC Ljubljana. Ljubitelj športa, med drugim je bil zdravnik slovenske zimske olimpijske reprezentance, je profesor in človek, ki v medicini postavlja mejnike. V Slovenijo je postopoma prenesel metodo presaditve pljuč. Potem, ko so leta 2003 v Sloveniji prvič presadili eno pljučno krilo, so to jesen prvič v slovenski bolnišnici presadili obe pljučni krili. Verjamem, da že veste, o kom govorim, ampak dame in gospodje, tudi zdravniki zbolijo, zato je zaradi bolezni danes fizično odsoten, pa vendarle virtualno z nami primarij magister Matjaž Turel. In že prvo vprašanje zanj, kako ekipo pripraviti do tega, da diha kot eno? Dobre ekipe. Seveda ekipo ni enostavno ustvariti, predvsem moraš dobro spoznati člane ekipe in seveda pri njih iskati njihove dobre lastnosti. Slovenci včasih naredimo napako, da iščemo najprej slabe, pa potem dobre, ampak jaz mislim, da je potrebno ravno obratno to narediti.
To je začetek, potem je pa treba to ekipo graditi, seveda na strokovnih temeljih, ampak seveda se mora ta ekipa počutiti sproščeno, se znati tudi kdaj pozabavati, takrat, ko je čas za to. In če imajo vsi člani ekipe delo, ki ga upravljajo radi, potem sploh ni več težko. Ja, tako Matjaž Turel, Enzo, pozorno sva seveda spremljala tale posnetek. Treba iskati najprej dobre lastnosti, treba se kdaj tudi pozabavati. Tudi vi ste tu zaradi svoje ekipe. Kako poskrbite za to, da je vzdušje dobro? No, treba je poslušati in razumeti ekipo. Kot vodja si samo prvi med enakimi in ponavadi tisti, ki mora biti v zadju. Ljudem je treba dati priložnost, jih podpreti, jih opolnomočiti in tako potem tudi energija drugače kroži, vzdušje je boljše in ljudje z zadovoljstvom prihajajo v službo. Treba je torej poslušati in razumeti, aktivno poslušanje. Tako je. Doktorja Turela smo seveda vprašali tudi, kaj lahko naredimo, da bomo še boljši. Kaj moramo narediti, da bomo še boljši? Jaz lahko za študente medicine zelo jasno povem, da so polni znanja in po teoretični plati marsikje boljši kot kolegi v bolj razvitih državah. Manjka nam malo več praktičnih znanj, kar je seveda deloma povezano tudi s sredstvi in možnostmi, ki jih lahko študij daje. Mogoče nam Slovencem pa se stanje izboljšuje, nekoliko manjka samozavesti. Zdaj bom seveda pograbila to iztočnico o samozavesti. Enzo, vaša ekipa je pa zagotovo zelo samozavestna. Pridružili ste se 0,03% vsem blagovnim znamkam na svetu, ki so zaščitile barvo, kar je zares izjemen podatek. Zakaj ste se kot vodje odločili, da boste podprli ta projekt, ki je danes tudi v superfinalu? No, spet se vrneva na kulturo, ker če želimo, da imamo inovativnost v podjetju, potem je opolnomočenje prvi korak, spoštovanje in cenjenje sodelavcev pa osnova. Ko kolegi pridejo z inovativnimi predlogi in idejami, edina normalna in logična stvar, da jih kot vodja pri temu podpreš, jim omogočiš sredstva in čas in prostor, da to uresničijo in se potem skupaj z njimi veseliš uspeha. Ja, to je tudi pomembno, ne? Se vam zdi, da je v slovenskem merilu to še posebej pomembno, to, kar ste naredili? Jaz mislim, da veliko stvari, ki jih počnemo v našem podjetju in še posebej z blagovno znamko Argeta, je pomembnih. To, kar Sloveniji manjka, je korporativno sodelovanje. Skratka, nismo nagnjeni k temu, da bi preveč sodelovali. Nenazadnje, cel kup naših ljudskih pregovorov je takih, da sodelovanje ni dobro. Jaz mislim, da je to narobe. Druga stvar je, treba se je upati, treba se postaviti ob bok največjim. Argeta je ravno letos dosegla ta status, da smo uradno potrjeno številka 1 v Evropi, naslednji korak je v svetu, kar sploh ne dvomim, da bomo dosegli. Ampak na poti do tam je veliko majhnih korakov in veliko dela in eden od teh korakov je tudi to, da na področju zaščite barve kot blagovne znamke pokažemo, da Slovenija in regija ne more biti izjema in ne rabi biti izjema. Omenila sem že ob napovedi, da sta oba z Matjažem velika ljubitelja športa. Radi seveda rišemo vzporednice med športom in delom, pa povejmo še, kakšna je razlika med športom in delom, če sploh. Najprej torej gospod Turel. Da moramo biti zdravniki ves čas v formi. Ne smemo si zaradi bolnikov dovoliti, da naša forma ali pa razpoloženje ni pravo. Zdravniki torej morajo biti ves čas v formi, ne? Zdaj imamo tudi nekaj športnikov med občinstvom, bodo tudi najbrž oni rekli, da so ves čas v formi ali pa da morajo biti. Vi ste tudi predsednik Smučarske zveze, kako torej vi primerjate posel in šport? No, v obeh primerih gre za tek na dolge proge, treba je biti v izvrstni kondiciji, treba je imeti pred sabo jasno postavljen cilj, kaj želimo, treba se je upati in poseči po zvezdah in treba se obdati z izjemno dobro ekipo, ker na tej poti nihče ne more zmagati sam, zato je ključno, da smo vedno v družbi in sodelujemo z najboljšimi.
Fantastično. Kot sem že večkrat omenila, danes je vse v znamenju navdiha. Vas sem že vprašala o navdihu. Za konec še Matjaž Torel. Na kaj najprej torej pomisli ob besedi navdih oziroma kako razume to? Bil sem presenečen, da sem bil izbran strani Jurija in Tina oziroma Droge Kolinske za navdih. To mi je seveda v veliko čast in seveda pravzaprav, kaj naj rečem, če je človek navdih, potem verjetno je s svojimi deli do zdaj nekaj pokazal. Jaz mislim, da kar sem do zdaj povedal, da če se nekako držimo pozitive, smo samozavestni, da se ne kregamo, da pravzaprav hočemo več in imamo radi svoje delo, smo naredili pravzaprav vse, da bomo še boljši. Tako, še za zadnje vprašanje vas prosim, in sicer ga bo zastavil gospod Dejan Spasovski, direktor podjetja Ineor. Dobro jutro tudi vam. Izvolite. Dobro jutro. V bistvu moje današnje vprašanje je vezano na današnjo temo. In sicer, v bistvu, če lahko poveste kakšne ključne dejavnike, ki so bili pomembni za to, da je ena blagovna znamka, ki je nastala pred več kot 5 desetletji v Drogi Portorož, postala v špici produktov na tem področju v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji, potem definitivno postala kultna blagovna znamka v naši domovini, Republiki Sloveniji, in trenutno je številka 1 pač v Evropi. In koliko je pri tem pripomoglo tudi to sprememba, kakor se spomnim, v bistvu nekaj odtenkov sive barve na blagovni znamki v to novo Pantoneovo 159C odtenkov oranžne barve. Hvala lepa. No, vprašanje je kompleksno in lahko bi eno cel zajtrk MČM namenili odgovorom. Jaz bi rekel preprosto, za vsakim uspehom so ljudje. Mi ljudi izjemno resno izbiramo, jim damo polna pooblastila, so pomemben delež tega, kar se potem zgodi. In tako opolnomočeni potem lahko res posegajo po stvareh, ki so se do včeraj zdele nemogoče. Seveda je zato potrebna včasih tudi ena mera jasne vizije, kaj si želimo, vztrajnosti na tem doseganju strateških korakov, predvsem pa nenehnega učenja in izboljševanja nas samih, tako procesov kot samega izdelka. Tako da v vsakem primeru ne ljudje, ne izdelek Argeta, še nismo rekli zadnje besede. Fantastično, hvala lepa. Tukaj postaviva piko in klicaj. Hvala lepa, gospod Enzo Smrekar. Gospodu Torelu seveda pošiljamo najboljše želje za hitro okrevanje. Je pa dejal, da seveda zaupa v strokovnost svojih kolegov in odličnost slovenske medicine. Hvala lepa, zaslužen aplavz. In najbrž se vsi skupaj strinjamo s tem, kar smo poslušali v zadnjih minutah, da so ekipe res pomembne za uspeh. In zdaj je čas, da spoznamo drugega superfinalista, zgodbo Optiveba, zgodbo motivacije, ki zaposlenim poleg zaposlitve nudi tudi odlično izkušnjo. Začelo se je pri mojih 19 letih, ko sem šel v podjetništvo. Najprej sem bil sam, nato pa sem videl, da sam ne zmorem vsega in da potrebujem ekipo. In še večjo ekipo, in še večjo ekipo. Najprej smo rasli počasi, v zadnjih letih pa je številka na hitro skočila na 40 sodelavcev in postali smo pravo malo podjetje. Spremeniti je bilo treba način dela, da se vsak počuti dobrodošlega. In kava z direktorjem je bila prvi korak. Kava z direktorjem je odlična priložnost, da na 4 oči poveš vse, kar te leži na duši. Od tega, kaj bo v našem podjetju spremenil, kaj ti je všeč. Menim, da sem zaradi vseh teh mojih pogovorov z Miho lažje napredoval do nekoga, ki sedaj samostojno vodi ključne projekte v našem podjetju. Zdaj sem zaradi tega vsak teden na udaru na naših WhatsApp sestankih. WhatsApp sestanek
ki je naš tedenski sestanek, kjer se vsi skupaj zberemo na kavču pa na precej polhnem hodniku, malo pogledamo, kaj se je v tem tednu dogajalo po ekipah, če smo kaj zanimivega novega naredili, pa tudi, če je mogoče kdo kaj zafejlal, da se tudi z tega lahko kaj naučimo. Ravno zaradi lažjega deljenja znanja smo uvedli našo prakso Let's Boost. Let's Boost je program prakse, v katerem praktikanti ne prelagajo papirjev, ne kuhajo kave, ampak se učijo na resničnih primerih. V tem programu sodeluje tudi neprofitna organizacija, ki ti študenti pomagajo, tako da jaz bi temu rekla, da je to win-win za obe strani. Vse to se zaenkrat smatra kot nekaj posebnega, ampak naš cilj je, da to postane standard, da služba postane orodje tako za karierno, kot tudi osebnostno rast. S tem mislim, da lahko postavimo nove temelje za nove podjetniške kulture. Ja, najbolje, da kar nadaljujemo z dvojino. Tokrat vabim na oder izjemno damo in gospoda. Na oder najprej vabim navdih ekipe OptiWeb. To je Edita Krajnovič, direktorica Mediade. Dobro jutro, izvolite. Podjetnica, menedžerka, strokovnjakinja na področju marketinga, soavtorica metodologije Zlate niti, ki na nov način meri kakovost odnosov med podjetjem in zaposlenimi, tudi vodja metodologije izbora Slovenskega zela in zelo zanimiva ustanoviteljica projekta Inženirke in inženirji bomo, ki mlade navdušuje za inženirstvo in inovativnost. Edita, ko rečem navdih, vi rečete? Od tazga dolgega pogovora izberem eno ime, to je Ajša. Pa bi rada tudi povedala, zakaj. Prosim. Zaradi Believe in Slovenija. Drugi razlog je tisti, ki ga je omenila Barbara, pogum in, kot je rekel Enzo, pa tudi gospod Matjaž Torel, samozavest. Tretji razlog je pa v tem, da so trenutki v mojem življenju, ko mi je Ajša postavila moralno ogledalo in se tudi z tega vidika od nje ogromno naučim, ker ne gre samo za rezultate in dosežke, ampak gre za dosežke na pravi način. Fantastično. Stol je še prazen, ampak ne bo več dolgo. Z nami danes ustanovitelj in direktor podjetja OptiWeb, Miha Lavtar. Miha je pri 19 letih ustanovil svoje podjetje, ves čas ima jasno vizijo in cilje in to nas seveda veseli. Miha, večkrat pravite, da vam je dobrobit zaposlenih v bistvu ključno vodilo. Kako to? Ja, zaradi tega, ker je bilo že v bistvu velikokrat omenjeno, da sam ne moreš kaj veliko narediti in je treba, da imaš pomočnika okoli sebe, ljudi, ki ti pomagajo. In se mi zdi, da je to en izmed najboljših načinov, kako ti bojo oni iskreno pomagali do tistega tvojega cilja oziroma skupnega cilja. Ja, ampak tukaj ne gre samo za to, da so ljudje kolikor tolikor zadovoljni v službi. Morajo biti res zadovoljni pri vas, ne? Ste zato zaposlili Chief Happiness Officer oziroma officerko? Mislim, vse to je malo posledica, da jaz mislim, da tudi v drugih podjetjih so enako zadovoljni, kot pri nas. Mogoče mi samo to malo bolj poudarjamo, pa se res iskreno trudimo na temu. Tudi Urška se nam je zaradi tega pridružila, da še na višji nivo to spravimo. In preko v bistvu te konec koncev promocije tega se mi zdi, da tudi drugi, tako kot je bilo videno na videu, te naše prakse vzamejo za svoje, jih prilagodijo, tako kot smo jih mi prilagodili od drugih konec koncev, ker nobena ta praksa ni neka znanstvena fantastika, ali izhaja od nekega drugega, ali smo pač mi videli, da to nam pomaga in se je tako vse skupaj razvijali naprej. Edita, vi spremljate kakovost odnosov med podjetji in zaposlenimi. Kakšna pa je ta kakovost v Sloveniji? Preden odgovorim, kakšna je, naj najprej povem, da smo Slovenci prvi na svetu, ki smo vzpostavili metriko merjenja odnosov. Ko je leta nazaj dr. Paul Marciano, avtor knjige Why Carrots and Sticks Don't Work Anymore, predstavljal, kakšen je pomen spoštovanja in odnosov v podjetju, se nam je zelo dobro zdelo, ker takrat smo v Sloveniji to vse že merili. Raziskava, ki jo delamo že 11. leto, pokaže, da kakovost odnosov narašča, da bomo imeli pa veliko dela tudi glede na demografske trende z spodbujanjem aktivacije ljudi, z osebno rastjo, z razvojem inovacijske kulture. To se pa kaže kot trdi orehi, ker gre za spreminjanje tega, kar je omenil Enzo,
Gre za kulturo, gre za to, kako delujemo, kako se obnašamo, kaj govorimo, kako razmišljamo, kaj delamo. Miha, kako je pri vas s to osebno rastjo, napredkom? Začeli ste vsi mladi, zdaj pa niste več, ne, vi ste še vedno. Ne, še zmeraj smo mladi. Je pa zanimiva informacija, letos naprimer je bilo 8 otrok, se pravi 40 nas je v podjetju in od tega je 8 družin nastalo. In v bistvu večinoma pač prve družine, ne, samo prve v bistvu, ja. Tako da podatek, da smo mladi. Ja, osebna rast absolutno se mi zdi enako pomembna ali pa mogoče še bolj kot pa karierna, zaradi tega, ker iz tega vse izhaja, če boš ti osebnostno rasel, se boš tudi zavedal, katere stvari ti pri tvoji karieri pomagajo do tistega uspeha. In jaz mislim, da tudi na sodelavcih se to zelo pozna, kako si en drugemu pomagamo pri tej osebnostni rasti in se mi zdi, to nas dela res tudi pol, to dela v bistvu to rast, ki smo jo videli. Vprašanje za oba, kako lahko podjetniki Slovenijo postavijo v središče sveta, ne le Evrope? Hvala, sem komaj čakala, da povem. Verjetno veliko med vami je to že slišalo, ampak je treba velikokrat ponavljati kot pri otrocih. Slovenci smo narod inženirjev, inovatorjev in pionirjev, samo svet tega še ne ve. Kje so našli najstarejše kolososjo na svetu? Na našem ozemlju, mi smo inovirali že 5000 let nazaj. Kdo je razvil teorijo, s pomočjo katere bo šlo človeštvo na Luno? Slovenec Herman Potočnik-Nornog. Kdo izdeluje skupaj z NATO in rusko agencijo balone, ki bodo omogočili pristanek človeštva na Marsu? Slovensko podjetje. Teh dokazov je še mnogo. In kako pravzaprav povedati, postaviti Slovenijo v center, središče na svetu nečesa, kar nastaja, ali pa kako motivirati talente, da bojo prepoznavati Slovenijo, ker je res tudi okolje, ki navdihuje. Bom povedala z besedami Zlatega zdela iz leta 2004, to je bil gospod Zoran Živič, ko so ga na odru vprašali, so rekli, gospod Živič, vam bi svetovna konkurenca takoj pokradla vse inženirje iz Žužemberka. A veste, iz Žužemberka. Oni so bili kraljevi dobavitelj za Fiat in so imeli 5-krat krajši dobavni rok kot kjerokoli drugo podjetje na svetu. In se gospod Zoran Živič nasmejal pa rekel, vsak med nami si želi delati v podjetju, ki je v nečem najboljše na svetu. In to si moramo mi truditi, najdeti v vsakemu podjetju, kaj je v njem najboljše na svetu in to znati povedati. Fantastično, Miha. Ne vem, kaj bi zdaj rekel. Ne, tukaj mislim, da je Dita precej boljša in to res dobro promovira in tudi zaradi tega vse pohvale in zaradi tega je tudi naša inspiracija. Mogoče povezovanje med podjetji, tako kot je že gospod Smrekov omenil, in če se bomo pač pomagali en drugemu, bo precej lažje. Se mi zdi, da smo naša branža kar dober primer, no. Mi se precej povezujemo, precej hodimo skupaj na kakšna kosila, žure kdaj, tako da imamo v mislih zdaj tudi en skupen žur za konkurenco, drugo let narediti, ko odpiramo nove pisarne, da bo malo drugače. Tako se mi zdi, da se da veliko doseči. Majhni smo in edino, če se bomo povezovali, lahko kaj večjega skupaj naredimo, drugače pa pač Slovenija je majhna. Prostori bodo v Škofji Loki? Škofji Loki. Ok, Žužemberk, Škofja Loka, vse pod kontrolo. Miha, ko rečem navdih, vi rečete? Pomoč drugim. V bistvu zaradi tega, kot sem že prej omenil, tudi prek te pomoči drugih in mentorjev in konkurence konec koncev. Tukaj evo Gregor je klasičen primer, ko sem imel neke probleme, sem ga poklical in je brez problema prišel, svetoval in če si bomo pomagali enemu drugemu, bo definitivno to ta prava pot, no. Zdaj gremo k vprašanju žirije. Tjaša Kolenc-Filipčič, direktorica službe za marketing na Zavarovalnici Triglav. Dobro jutro, prosim za vaše vprašanje. Ja, dobro jutro z moje strani. Vsi vemo, da pri motivaciji vedno naletimo na določene ovire in me zanima, če bi lahko izpostavili kakšen izziv, oviro, ki ste jo vi uspeli premagati. In verjamem, da nam bo ta izkušnja dala sam dodaten navdih. Hvala. Hvala. Iskreno, dosti slabo se slišal, se pravi izziv pri kadrovanju in kako smo obdržali. Izziv ali pa določene ovire, pač pri tem, da ste uspeli doseči
tako motivacijo in kulturo v vašem odlično. podjetju? Super, hvala lepa za vprašanje. Mogoče bi se tukaj navezal kar na kavo z direktorjem. No. To je neka taka praksa, ki smo jo začeli že kar par let nazaj. In se je izkazala za super zaradi tega, ker tam ti sodelavci povejo neke težave, probleme, s katerimi se soočajo. Iskreno ti jih povejo in ti imaš čas, da neke probleme rešiš. Ne čakaš, da enkrat eksplodira, ker takrat je prepozno, ampak počakaš na priložnost, tudi mogoče vidiš, da je klima mogoče slabša v podjetju ali pa da je nek posameznik, vidiš, da nekaj ne špila, mogoče ga povabiš na kosilo, se pogovoriš, ta ključni vprašalnik imamo, tam noter je kar precej zajetih takih vprašanj, preko katerih lahko posledično prideš do teh izzivov in potem se trudiš, da te težave odpraviš. In zelo dober pokazatelj, da to funkcionira je, vsako leto grem na kavo in v bistvu vsako leto pogledam za nazaj te odgovore, vprašanja in tako dalje in zelo res toliko lepo je videti, ko v bistvu delaš kljuca, to smo izboljšali, to smo izboljšali, to smo izboljšali in že to ti da tako motivacijo. Obenem pa da tudi motivacijo pa pokazatelj za sodelavca in to je en izmed tistih stvari, naprimer, zaradi katerih nekdo ostane, ker mu pomagaš rešiti nek njegov problem ali zagato, karkoli. Pa je lahko to čist malenkostna. Velikrat mogoče je pa samo to, da se nekdo izpove, da mu nekaj ne gre, da z nečim ni zadovoljen. Včasih sploh ne moreš tega pač popraviti, ker ni za popraviti, ampak je dosti sam, da ti pove. Hvala lepa obema. Hvala, prijetno nadaljevanje dneva želim. Ja, da so mladi naša prihodnost, da jih je potrebno uspešno usposobiti in pripraviti, smo torej omenili in dokazali. Zdaj pa si poglejmo še zgodbo zadnjega superfinalista. To je Zavod Y in sledi zgodba povezovanja deležnikov, ki mladim lajšajo uspešen vstop na trg dela. Made with Why, ko smo ga zastavili, smo želeli povezati univerze, mladinske centre in pa podjetja z namenom, da bi udeležencem programa omogočili pridobivanje mehkih veščin in pa da bi jih povezali skozi zaposlitveni matchmaking s potencialnimi delodajalci. Mladi, ki so vključeni v projekt Made with Why, so tisti, ki prvič iščejo zaposlitev. Pomeni tisti, ki še nimajo izkušenj, imajo formalno izobrazbo, ampak rabijo še tisti neformalen del, ki jim bo pomagal po eni strani njim, da razumejo, kako podjetje delajo in kako se lahko sami čim bolj vključijo v podjetje. Po drugi strani pa, da jih bodo tudi, da postanejo bolj zaposljivi, ker pomeni, da jih podjetniki lažje vklopijo v svoje podjetje. Pri sodelovanju mladih in korporacij je glavna ovira motiv. Če je pravi motiv, potem lahko sodelujejo eni in drugi. In Y je znal najti motiv in ga razložiti, zaradi tega, ker to dela kot neprofitna organizacija. Projekt Made with Why, ki smo ga štartali oziroma izvedli skupaj z Zavodom Y, je pa namenjen po eni strani pomoči mladim, da razumejo, kaj podjetniki hočejo, kakšne so njihove potrebe. Po drugi strani pa tudi podjetnikom, da razumejo, kakšen je trg dela, pa da dobijo nek dober dostop do kadrov. Poznala sem veliko ljudi, s katerimi sem še danes v navezi. Tudi ekipa Zavoda Y me je ful bolj spoznala in sem tudi v bistvu prišla do zaposlitve v Zavodu Y, tako da zdaj res delam to, v čemer uživam. Ja, očitno, da princip dama in gospod deluje prav fino, zato na oder vabim novo dvojico. Z nami danes direktorica Zavoda Y, Manja Munda in navdih Zavoda Y, ustanovitelj podjetja Avantkar, Matej Čer. Dobro jutro, dobrodošla. On je inovator, vizionar, snovalec prihodnosti, mentor mladim podjetnikom, zaslužen za prvi car sharing model električnih vozil v Sloveniji.
Manja je predana povezovanju, odkrivanju možnosti za mlade in deljenju svojega znanja. Najprej kratko ogrevanje, ko rečem navdih, rečeta. Jaz mislim, da moram reči mladi. Mladi. Zelo enostavno. Jaz sem pa bolj tehničen tip in gledam bolj skozi elektromagnetno valovanje, tako da navdih je za mene nek ojačevalec, ki prihaja iz okolja, z narave in pri nas aktivira dodatno moč, silo, da naredimo nekaj, kar sicer ne bi, oziroma da najdemo v sebi nekaj, kar sicer ne bi, in seveda, da naredimo to močneje, kot bi sicer. Manja, ko ste omenili mlade, ogromno delate z mladimi, kako ambiciozni so po vaši oceni pri tem, da Slovenijo popeljajo na sam svetovni vrh na različnih področjih? Zdaj mislim, da moramo sploh razumeti, kaj je za samo ambicijo. In zdaj za samo ambicijo sta načeloma, po mojem mnenju, dva faktorja. En je zagotovo samozavest, drug faktor pa je lokalno oziroma podporno okolje za mlade. Zdaj in ta razlika v samozavesti in razvoju podpornega okolja je naprimer različna tudi po celotni Sloveniji. V Ljubljani imamo mlade, ki so res ambiciozni, ampak vseeno do določene stopnje omejeni z to mentaliteto, da izhajajo iz manjše države, iz mogoče manjšega mesta, kot je naprimer London. In zdaj bolj, ko bomo mi razvijali podporno okolje, bolj kot bomo mi razvijali projekte, kot je Made with Why, več možnosti bodo imeli mladi, da zgradijo svojo samozavest, da izpopolnijo svoja znanja in pridobijo večje ambicije. Matej, vi spremljate razvoj, dogajanje širše, globalne trende. Kje so prednosti Slovenije, da postane prva na svetu v referenčnih projektih? Najprej prednost to, da smo majhni in se moramo zelo boriti, da sploh obstanemo. In drugo je, da imamo zelo visoko kvaliteto življenja tukaj, zelo veliko tega ojačevalca narave okrog nas, narava je največji ojačevalec, in se bomo bali izgubiti to, se pravi. In tretje, kjer je najbolj meni osebno, so največji navdih ljudje, ki želijo in iščejo te ojačevalce z okolja in seveda tudi sami potem postajajo največji navdih drugim, se pravi talente, ki zares potegnejo ven iz sebe maksimum. In tukaj, ker imamo toliko lepo naravo, toliko dobre energije okrog, menim, da imamo lahko zelo veliko navdihov znotraj sebe. Dobro ste pokombinirali vse skupaj. Danes je 5. december 2018, zdaj vaju prestavim na 5. december 2030. Kaj bomo počeli, kaj boste počela vidva? To pa je skoraj dlje, kot sem rojena. Ne, tako da težko napovem. Napovedala pa bi, naprimer, kaj bomo počeli vsi mladi. Jaz mislim, da tudi trend je to, da vedno bolj gremo v podjetništvo, ker nam to odpira vrata, da počnemo to, kar nas resnično zanima, in zato mi tudi gradimo tako podporno okolje, ki to omogoča. Tako da mislim, da definitivno prihodnost je v tem, da bomo šli z svojim podjetništvom čez meje, da bomo imeli večje ambicije, če se navežem nazaj, in na koncu dneva, da bomo predvsem zadovoljni s tem, kar počnemo, ker mislim, da je to tudi ta glavni oreh, ki nas danes teži pri izbiri naše karierne poti. Matej, peljite nas v 2030. S čim se bomo vozili? Jaz mislim, da bomo v naslednjih 10 letih dvignili zavest bistveno bolj, kot smo v zadnjih 100 letih. In s tem, ko bomo naredili to, bomo tudi veliko bolj sobivali z naravo in predvsem sami sabo in uživali življenje. S čim se bomo vozili? Mogoče sploh ne bo potreba, da se vozimo, ampak če se bomo definitivno na tak način, da se okolje zaradi tega ne bo spreminjalo. Kaj ste se naučila letos, recimo v zadnjih mesecih, kar se vam zdi, da vam bo v prihodnosti najbolj koristilo? Kaj ste spoznala, se naučila? Ni treba seveda, da je formalno učenje, ne, Manja? Definitivno sem letos pridobila ogromno znanj povezovanja, pa predvsem medčloveških odnosov in ugotovila, kakšna teža je to v današnjem svetu, kjer se vse tako zelo hitro razvija, kjer vsi tako zelo hitro živimo in koliko dejansko na koncu dneva cenimo, ne samo mi mladi med sabo, ampak tudi to sodelovanje s partnerji, povezovanje z širšo okolico, da gremo na koncu dneva na eno kavo, pa v miru se usedemo, pa v bistvu se vprašamo, kakšen pa je bil tvoj dan. Tako da v tej dobi, kjer gre vse tako hitro naprej, kar dejansko ni nič narobe, se moramo zavedati, da si moramo vzeti čas tudi za medčloveške odnose. Matej? Dejansko je učenje vsak dan in
Po moje največja dodana vrednost tega je, da ugotavljamo vsak dan bolj, da je energija neskončna in da obstajajo momenti ali pa načini, da aktiviramo to neskončno frekvenco v sebi. In bolj se poglabljamo, bolj iščemo to resnico, bolj nas meče, tako bi rekel, ko gledam včasih kakšne kako jim pravimo, ljudi, ki probajo na druge ljudi vplivati skozi neko vero in tako naprej, ampak dejansko to imamo vsi vsak sebi. In moj zadnjem obdobju največ delam na tem in ugotavljam, kako dejansko enostavno je aktivirati to neskončno moč v nas samih, pa da dosegamo res stvari, ki nas peljejo višave in nam dajo energijo za konstanten nasmeh in zadovoljstvo s tem, kar počnemo. Neskončna moč v nas samih. Zdaj čas za vprašanja žirije, oziroma eno vprašanje bomo vzeli gospa Barbara Domicel, generalna direktorica Microsoft Slovenija. Vaše vprašanje za Zavod Y, prosim. Ja, jaz mislim, da je ravno ta iniciativa, jaz sem videla na vaši predstavitvi, sta mi nekako v spominu ostala tista empatija, mehke veščine in tako naprej. Mislim, da so to vse ene skillsi, ki jih bomo potrebovali nekoč v prihodnosti, ko bo tehnologija majčkeno bolj krojila naša življenja, kot jih danes, ali pa še bolj krojila naša življenja. In če pogledamo, o čem že dejansko govorimo ves ta čas, odkar smo danes tukaj na tem zajtrku, govorimo o povezovanju, samozavesti, pogumu in tako naprej. Zanima me, kaj je vaš naslednji korak kot Zavod Y, da se bo morda ta samozavest, pa pogum, pa ta želja po temu, da uspemo kot Slovenija in kot Slovenci, da se pojavimo v tujini in da nekako zmagamo kot neka referenčna država, kaj je v bistvu naslednji korak? Ali pa, da bomo morda imeli še več Matejev v Sloveniji? Hvala lepa. Super, hvala za vprašanje. Ja, definitivno bi se jaz potem navezala spet na prvi odgovor, ki je govoril o tem, da moramo imeti pravo podporno okolje. Zdaj, mladi skozi formalno izobrazbo težko dobijo vse te spretnosti, vse te mehke veščine, ki bi dejansko popeljale naprej. Zato, kar mi ponujamo, pa kar bomo tudi v prihodnje ponujali, so v bistvu ti intenzivni treningi. Zdaj, najboljši odgovor je, da mlade v bistvu ne čisto izoliramo, ampak da jih odmaknemo od njihovega vsakdanjega okolja, vsaj za nekaj časa, zato da imajo sploh možnost samorefleksije. To je ta težava, da mi danes nikoli nimamo enega miru, da bi lahko se vprašali, ok, kje smo, kam gremo, kako bomo to dosegli. In ko jih malenkost izoliramo in ko jim damo dejansko to podporo, da lahko odgovorijo na ta vprašanja, potem bodo mladi pridobili vse te spretnosti, da bojo odlični voditelji in v prihodnosti in da bojo ustvarjali inovacije izven meja Slovenije. In da bomo imeli še več Matejev. Hvala lepa obema, srečno, lep dan še naprej. In seveda zaslužen aplavz. Tako, spoštovani, zdaj pa je čas za glasovanje. Pravila glasovanja so preprosta, ampak jih vseeno še enkrat razložim, da ne bi bilo nepotrebnih zagat. Rezultate prvega dela glasovanja že imamo, to so rezultati zbrani prek spleta. Zdaj ste torej na vrsti vi, drago občinstvo in draga strokovna žirija. Prosim, da izberete svojega zmagovalca. Ob prihodu ste vsi prejeli 3 različne lističe. Jaz si lahko pomahamo s temi lističi, prosim. Odlično, vidim, da jih imate. Zdaj torej izberete listič, na katerem je ime vašega favorita. Pozor, izberete lahko samo en listič. Izberete torej listič, kjer je vaš favorit in oddate ta listič v nogavičko na vaši mizi. Ja, tako preprosto je torej. Se pravi, izberete enega od 3 in ga zapakirate v nogavičko na vaši mizi. Kar hitro na delo, imate le 30 sekund. Čas začenja teči zdaj. 30 sekund torej, da izberete svojega favorita, da izberete zmagovalca Best of the Best 2018. Lahko se še tudi malce posvetujete s sosedom ali sosedom. Še 15 sekund. Zdaj je še čas za tiste, ki se težje odločite, da torej sporočite svojo odločitev. Nogavičke se lepo polnijo.
In glasovanje je končano. Hvala lepa vsem. Zdaj bomo te nogavičke pobrali in prešteli vaše glasove. In torej le nekaj trenutkov nas še loči od tega, da bomo dobili zmagovalca. V tem času, spoštovane in spoštovani, pa imamo izjemno čast, da lahko na oder povabim nekoga, ki mu upravičeno pravimo zmagovalec. Med drugim je zmagovalec kolesarske dirke po Sloveniji, zmagovalec etape na Tour de France in četrto uvrščeni v skupnem seštevku. Dame in gospodje, z nami danes Primož Roglič. Primož Roglič torej prihaja na oder, naš profesionalni kolesar. Dobro jutro, Primož, izvolite. Svetovno športno javnost je presenetil in navdušil s svojimi rezultati in tudi svojo odlično zgodbo, najbrž veste. Do 23. leta je bil Primož smučarski skakalec, zdaj je torej izjemen kolesar. Primož, dobro jutro. Pred časom ste kolegu Davidu z televizije dejali, da vam je kar malce žal, da ste bili na dopustu, ker so potem treningi tako peklensko težki. Ste zdaj že kaj bolje? Dobro jutro in lepo zdrav tudi z moje strani. Ja, res je, tako verjetno, ko pri vsaki stvari, ko nekaj časa jo ne delaš, je bilo precej zoprno v prvih treningih, ampak zdaj nekako poteka že vse po starih tirnicah, tako da ja, ponovno na delo. Zdaj, to že morava nekako izpostaviti, da je kolesarstvo res globalen šport. Vas je karkoli v globalnem svetu kolesarstva presenetilo? Razširjenost konkurence, moč sponzorjev, zanimanje medijev, karkoli? Ja, sigurno, verjetno tako, kot sem začel, sem spoznal oziroma poznal sam Tour. Na dopustu, ko prižgeš televizor, ko je vroče, greš gledat, vidiš Tour, vsak ga pozna. Potem, ko pa si skozi bolj v tem športu in ko sem tudi sam nastopil na tej dirki, pa me je definitivno presenetilo sama velikost tega dogodka. Ko se z busom peleš na prelaz, vidiš ljudje, ki so po teden dni na samem prizorišču že prej, kot tudi se mi zdi, da je 140 milijonov gledalcev gleda sam Tour, ter ja, tudi ogromno novinarjev ter samih sponzorjev, ki konec koncev omogočajo vse to, kar se mi potem govorimo. Primož, vaša partnerka Lora je tudi danes z nami. Dobro jutro in lahko priznam, da občudujem vaš način pisanja. Zelo slikovito znate opisati vse tiste napore, ki jih Primož včasih kar malce prehitro povzame, ne? Pa bom zdaj citirala iz kolumne v Poletu. Če imaš premaknen mozek v smislu, ki je koristen za to, kar počneš, se ti pol oprosti. Če to počneš za Tour, se ti oprosti še druga polovica. Primož, kje vi najdete lepoto v garanju? Ja, jaz na te stvari ne gledam čisto tako oziroma jih ne opisujem s temi besedami, ko jih Lora. Saj smo vam že oprostili, ne? Ja, kaj pa vem, zdi se mi, da lepote, zame je predvsem stvar o tem, da nekako lahko najdeš svoje meje človeštva, kako hitro, naprimer, greš lahko na klanec, probaš te meje premikati in konec koncev ja tudi nekako, ne bom rekel ja nadihovati, ampak biti vzor tudi ostalim, ok, čisto na drugih področjih, ampak se mi zdi vseeno. Se pravi, premikanje meja, biti vzor. Primož, kako pomembno pa je, da se zna človek veseliti tudi svojih uspehov? Danes smo večkrat slišali, ekipa je pomembna, ampak tudi to, da gojimo dobro vzdušje, da se znamo poveseliti. Pri vas je recimo tisti telemar, ki ga naredite na zmagovalnem odru, delček veselja, čeprav ste takrat najbrž še zelo utrujeni. Proslavljate svoje uspehe, je tudi to za vas motivacija ali to bolj drugi počnemo? Ja, ravno to definitivno se mi zdi tudi zelo pomembno, ker kolikor se trudiš in bojuješ za vse te rezultate, si moraš tudi potem konec koncev privoščiti oziroma čestitati. Lahko je to tudi predvsem v glavi, se ni moc, da ne vem kaj vse narediš ob tem momentu, ampak da si res nekako
notranje pomirjen, vesel in si res lahko tudi privoščiš stvari, ki jih takrat ne delaš. Primož, kakšen je vaš samogovor v glavi? Kaj si govorite takrat, ko je težko ali pa takrat, ko praznujete? Ja, samogovor. V bistvu je predvsem se mi zdi takrat, ko je težko, nekako samo osredotočenost na cilj oziroma stvar, ki sem si jo zadal, da jo bom izpeljal in ja, od teh nekako teh misli, stvari ne odstopam za vsako ceno vedno in ker vedno je tudi ogromno težav nepredvidljivih, to je pač kolesarstvo. Ko pa ne gre, se mi zdi pa ja, še vseeno glava gor, trdo delo in sigurno spet malo bolj si lahko vesel, ker ti bo spet kmalu spet šlo. Kaj pa si rečete, ko vam gre ali pa ko praznujete, si rečete, ne vem, carsko, bravo, šampion, ne vem? Ja, pač rečeš, ne vem točno, kaj si rečem, ampak zame predvsem se mi zdi neka potrditev, da delam prav in predvsem tudi neka dodatna motivacija potem za prihodnje delo. Lahko si rečete best of the best, ne, kar je danes ravno ta dogodek. Če vam bo kdaj zmanjkalo idej, ker verjamem, da boste dosegli še veliko uspehov in si boste morali to večkrat ponavljati. Primož, ko ste prej omenjali to popolno osredotočenost, zdaj se mi je zdelo zanimivo, da ste se družili s Samom Jerankom, ki je aktualni svetovni podprvak v prostem potapljanju in tudi 5-kratni državni rekorder. Kaj ste se naučili od njega? Kaj se lahko naučite recimo od drugih športnikov ali pa od teh ljudi, ki tudi premikajo meje? Ja, ogromno stvari, no, kot zdaj bom rekel, kot primer jaz samo Tom, dobro, ne bom šel zdaj v vse tehnične podrobnosti, kako me je učil pač posamezne dihanje s trebušno prepono, z medrebrnimi mišicami, ampak predvsem je zanimivo ja to, da konec koncev vsi strmimo k nekimi ekstremi, tudi pri nas na konec koncev je pomanjkanje kisika kljub temu, da lahko dihamo. Pri njemu je to še bolj očitno, ker ne diha, ampak ravno to, kako me je zanimalo, kako premikati meje v trenutkih, ko je obema zelo zoprno, bi rekel, težko. Če sem si prav zapomnila, je Samov rekord 8 minut pa 8 sekund, ta statična apneja, ne? Ja, sicer mi ni pokazal tam, ampak dobro, res sem bil 4 minute, tako malo sem probal. Ja, kaj ne rečem, no, je tudi zanimiva stvar, ampak me ni toliko potegnilo, no, ravno to, da nisem mogel dihati, tako da. Vas ni to najbolj navdušilo, da bi se tam samo merili. Dobro, tudi Samo je po mojem pomerjen, ker česarkoli se lotite, ste potem najboljši, tako da konkurenca trepeta, če boste zdaj izbrali še kakšen tretji šport. Ampak Primož, resno, no, zdaj ob teh vaših uspehih poslušamo neprestano, ja, vsa testiranja so dokazala, da ima Primož izjemen talent, da je v bistvu sestavljen za kolesarja. Kako pomembno se vam zdi, da človek ta svoj talent tudi dejansko izkoplje v sebi, pa da ga razvija, ne da se pa zanaša na to, saj sem kar dober, ker imam to dano? Ja, bi rekel čisto preprosto, da trdo delo vedno premaga talent, je pa definitivno potrebno, sploh sedaj v vrhunskem športu, imeti talent, morati konkretno pri nas telo omogočati vse te stvari, brez tega žal ni mogoče, na drugi strani pa sigurno res delo in še enkrat delo, ni ga verjetno nobenega med nami, da ima talent, da lahko pač 5 ur ali pa 6 ur na kolesu sedi ter se pelje zelo hitro. Se pravi, trdo delo vedno premaga talent, to se mi zdi pomembno sporočilo, ki ga širite, Primož. Mislim, da je danes eden od 2 dni v decembru, ko ste v Sloveniji. Ja, res je. Hvala, da ste prišli. Primož, kam vas zdaj pelje pot, kaj boste počeli? Ja, tako kot sem omenil, sedaj so že nekako priprave v štartu, se pričenjamo s prvimi pripravami tudi v Španiji s celotnim timom, tako da ja, gledamo ter načrtujemo nekako svoje plane, tudi plane dirk za prihodnjo sezono. Včasih pozabimo, da je kolesarstvo vendarle ekipen šport. Danes smo toliko govorili o ekipah, o timu. Kako pa recimo kolesarji, pa maserji, vem, da igrajo pomembno vlogo, no, fizioterapeuti, kuharji, kako skrbite za dobro vzdušje v timu?
Kakšne interne šale, stavnice? Ja, res je, ves čas, ja, sigurno je kaj, se sigurno tudi moram strinjati s tem, da vzdušje mora biti dobro v sami ekipi. Tudi pri nas je kot neko, verjetno, če gledamo celoten tim kot neko podjetje, po moje okrog 60 ljudi, 70 ljudi vse skupaj. Tudi na teh dirkah, ko smo po 3 tedne ali pa 4 tedne z istimi ljudmi konec koncev skupaj, je definitivno pomembno, ja, da vse štima ter se nekako imamo fajn. Je kdo znotraj te vaše ekipe, ki je še posebej zadolžen za dobro voljo kot neke vrste maskota ali pa taki zbija šale? Ja, verjetno tudi sam ne ve, da je ravno zato, ampak je pač smešen. To je nek maser iz Poljske, kličemo Mister Poljska in ja, z njim je vedno tako zabavno, ko smo okrog. In človek sploh ne ve, da je zabaven. Ja, zabavno se mu zdi, ne, pol pa nam je vsem veselo. Primož, danes vse v znamenju navdiha. Kdo ali kaj je vaš navdih? Ja, zdaj sem ravno, ko sem tule sedel, že slišal ogromno odličnih podjetnikov, tudi se mi zdi zelo dobrih osebnosti in se mi zdi, da ravno to, da tudi oni so navdih in ravno to se mi zdi pomembno, da nekako vsak v sebi najde svojo dobro stran in nekako poskuša se boriti, da je prav vsak dan nek navdih ostalimi. Primož, na kaj vi pomislite, ko vam rečem srečno in uspešno še naprej, se samo zahvalite in obljubite, da bo tako, ali imate še kakšno sporočilo za nas, še kakšno mini motivacijo, preden vas pustimo novim zmagam naproti? Ja, ponavadi rečem najlepša hvala, drugače pa čisto tako, s to srečo in vsemu, se vsi vemo, ne, treba si jo izboriti, treba se prekleto boriti za to in sigurno na koncu je tudi srečno potem in smo vsi veseli. Hvala lepa, Primož Roglič, vse dobro želimo. Iskrene čestitke za vse vaše dosežke, Primož. Primož Roglič, dame in gospodje. Zdaj pa je čas, da ugotovimo torej, kdo je najboljši med najboljšimi. In predno to storimo, nas čaka prav posebna zahvala. Projekta Best of the Best ne bi bilo brez naših podpornikov. Glavna podpornika, ki letos omogočata širjenje dobrih poslovnih praks, sta podjetji Ineor in zavarovalnica Triglav. Hvala tudi pokroviteljama posameznih sklopov, to sta KPMG in Studio Moderna. Hvala tudi vsem partnerjem projekta, Hotelu Slon, Hiši Viziji in agenciji STA Potovanja, članu skupine Nomago. Pa si poglejmo video sporočili dveh glavnih pokroviteljev. Ležiš na zemljo, luno na nebo, vse se zablešči, zrak se umiri, mirno je srce, ko zapreš oči. O svojih zavarovanjih ne razmišljate pogosto, a z občutkom varnosti, ki vam ga dajo, živite vsak dan. Triglav komplet. Zavarovalnica Triglav. Napetost torej narašča. Na odru naj se mi prosim pridružijo Ajša Vodnik, generalna direktorica MČM Slovenija, Nevenka Kržan, predsednica MČM Slovenija in predsednica strokovne žirije, Nina Marinšek, vodja za članstva in partnerstva na MČM Slovenija in vodja programa Best of the Best, in Marjan Beltram, direktor STA Potovanja, član skupine Nomago. Dobro jutro, dobrodošli.
Nina, preden razglasimo zmagovalca, kdo ali kaj je tvoj navdih? Jaz bom rekla znanje. Če pa znamo z njim še vračati družbi, pa še posebej. Majčken navdih je lahko tudi nagrada. Ja, res je, nagrajeni bodo vsi projekti, posebne nagrade gredo pa zmagovalcem, ki bojo v letu 2019 postali MČM Slovenija patron član, čaka jih pa tudi potovanje čez lužo. Fantastično, Nina, zdaj pa, ker smo res že zelo na trnih, prosim, kakšen je rezultat spletnega glasovanja? Ja, preko spletne ankete ste glasovali takole. 3. mesto Zavod Y, 2. mesto Droga Kolinska in 1. mesto OptiWeb. Aplavz je bil na mestu, ja. Hvala lepa, Nina. Gospa Nevenka Kržan, kako pa je glasovala strokovna žirija? Zdaj moram povedati, da če bo rezultat izenačen, odločajo glasovi strokovne žirije, tako da prosim. Mislim, da za nas so tako ali tako zmagovalci vsi, ki so prišli v ta izbor treh. Toda kot običajno v poslovnem življenju in življenju se moramo odločati. Tega včasih tudi pri nas manjka in zato smo se odločili takole. Na 3. mesto smo postavili OptiWeb, na 2. mesto smo postavili Zavod Y in na 1. mesto Drogo Kolinsko. Hvala lepa. Zdaj pa je čas, da izvemo, kdo je zmagovalec. Ajša, kdo je pa tvoj navdih? Še malce drživa to napetost. Še malce, res je. Zame pa je navdih ravno prav velika država, ki je edina na svetu, ki ima ljubezen v imenu in seveda vsi njeni ljudje. Ker se mi zdi, da včasih za trenutek pozabimo, kako izjemen potencial imamo širjenja svetlobe, ampak ko se tega zavemo, smo res izjemni. In po mojem mnenju so tako izjemni tudi prav vsi, ki imajo pogum, postavijo svojo prakso na ogled in nas s tem navdahnejo. Hvala vam iskreno vsem in seveda tudi malce klic že v prihodnje leto, glede na to, da se to izteka. Tudi naslednje leto se morda nekdo drugi opogumi in gre v tekmo Best of the Best, kjer pa so zmagovalci vsi. In letos imamo pravzaprav izjemno zanimivo situacijo, o kateri številke božanske matematike povedo sledeče, da ste prav vse tri ekipe izenačene. Zmagovalec pa je Droga Kolinska! Iskrene čestitke in kratka zahvala, prosim. Prvo, jaz bi se rad vsem zahvalil, da ste glasovali za nas. Zahvalil bi se tudi vsem kolegom pa naši konkurenci, bili ste super. Tudi nama stilno navdih, pa vsem v firmi, vsem, ki so pomagali, predvsem pa vsem, ki ste zaupali, da se da. In to je tudi moj mesec za vse, da ne verjeti, da se ne da, vedno se da. Če imate pa še okrog sebe ljudi, ki verjamajo, da se da, ste pa na zmagovalni poti. Hvala. Hvala lepa tudi vam in iskrene čestitke. Hvala podeljevalcem. Hvala tudi vam, dame in gospodje, da ste si vzeli čas, da ste z nami prisostvovali razglasitvi najboljšega med najboljšimi. Pogumno širite dobre poslovne prakse še naprej. Vsem želim lep dan in vse dobro. Hvala lepa. Pa seveda še srečno in vznemirljivo 2019, december pa naj mine v znamenju povezovanja in res veselih trenutkov. Hvala vam vsem, ker ste bili danes z nami.